SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Tako, dragi gospod predsednik Joc Pečečnik, sedaj vas vabim na oder, tako da en aplavz. Tudi rekel mi je, tako kot gospod Marko Bitenc, nič nočem vedeti, vse me vpraši, pa sem nekaj, ampak mogoče se malo bolj direktno vprašanje vprašala, tako malo osebna, vse, kar vpraši me. V redu, sva pripravljena. Sva, ja. Glede na to, da nisem tako dobro. Še enkrat lep pozdrav vsem. Upam, da sem prava oseba na odru, kot si me najavila. Jaz mislim, da imamo res ta pravega. Bova zdaj skozi pogovor prišla do tega, čeprav sem še imela malo monologa, veš, ampak sem gledala pol na uro, pa raje prepuščam predsedniku, da bo malce več povedal. Tako kot sem začela, Uroš Slak je prišel do nas, povedal, kaj bo počel SBC, naj iskreno povem, vse on sam ni dobro vedel, ker on je tebe poslušal in pol je to prenesel nam naprej, ampak bilo pa je takrat tako navdihujoče slišati nekaj takega, oh my god, končno se druži s podobno mislečimi in mene res zanima, če se malce vrnemo oziroma da se spomnimo vsi mi, ki tle tukaj sedimo, zakaj smo se pridružili temu klubu. Odkot je prišla ta tvoja ideja za ta klub? Kaj te je sploh pripeljalo do tega? Oziroma, kaj si začutil, da je nastalo, kakor vidiš, največja skupnost slovenskih gospodarstvenikov SBC? Ja, hvala za vprašanje. V bistvu je odgovor zelo enostaven. Jaz v svojem življenju že desetletja opažam, da smo mi Slovenci na eni strani zelo plašni, kar se tiče vstopa na globalne trge, na drugi strani smo pa na domači deželi taki vrtičkarji, ne? In smo kajni petelinčki, ki vsak do konca svojega roba gnojišča doseže in enostavno je potreba pred 11 leti bila v bistvu manjša, kot je potreba danes, da se ljudje združujemo, da se med sabo pogovarjamo in lahko rečem, da je cilj tega, da dobro misleče delovne ljudi, ki so za mene vsak od njih junak, Tina je kraljica Slovenije, gospa danes, ki je v državnem dresu naredila največjo promocijo v tej državi, ampak vsi ostali, ki smo tukaj noter, vsi ste in smo zvezde že samo zato, ker preživljate sebe in preživljate druge. In ta energija se mora zbirati v klubu in ne glede na to, ali sem predsednik jaz, ali bo jutri nekdo drug, ali jaz kaj narobe naredim, ker vi drugače vidite, vi pridite v klub in sodelujte, ker to je naš in vaš klub in mi skupaj bomo lahko naredili v družbi spremembe. Iskrena hvala. Zdaj sem mislila jih prositi, če nama ne ploskajo, če ti ne ploskajo zdaj, ampak pol na koncu en tak velik aplavz, zaradi tega, ker ima meni 7 vprašanj, pa bi res rada ga vprašala to. Ampak, dragi Joc, vi ste, se ne vem, vas malo vikam, malo vas tikam. Kako pa zdaj vas tikam malo? V klubu se vsi tikamo. Okay. Dragi Joc, ampak vi ste svetovljan. Vi ste res vizionar. Ja, ti si. Viš, ki imam malo trime tule na odru. In ti resnično čutim, da želiš vsakega podjetnika dati na pedestal. To je noro, kako poskušaš pokazati, da so podjetniki tisti, ki skrbijo za to spodbudno okolje v Sloveniji. Res. In vprašanje, kako si želiš, da bi SBC vplival na to slovensko poslovno okolje? Res, da na kratko v enem stavku, da bi se začeli zavedati, kako vidiš to? Jaz si to ne želim, jaz na tem delam in zato vabam vse teh ljudi, vse te člane, da se pridružijo. Jaz želim pripeljati klub do stopne, da bo konkretno lahko vplival v spremembe v družbi. Mi smo danes malo brezzobi tiger, vendar mislim, da smo v zadnjih letih kar lepo napredovali in politika in vsi, ki upravljajo s to državo, nas bo imela še poln kufer, ker se bomo aktivno
odzvali in umešali v funkcioniranje te države, pa ne zato, ker smo sovražni, zato, ker mi to zaslužimo, zato, ker ta država funkcionira z denarjem, ki ga služimo mi in ga dajemo širši skupnosti, da ga porablja. In brez nas ne bo srečne države in to je pika. Res je. Iskrena hvala. Sej, glede na to, da ko smo se midva spoznala pred 11 leti, si ti meni rekel, da ti zelo malo delaš. Po 2 uri na dan. Tako mi rekel, 2-3 ure na dan. Jaz, odkar sem kot članica upravnega odbora, ti v povprečju delaš na SBC več kot 8 ur. To zdaj, a se je to kaj spremenilo? Res da je, da si v 3 letih, kar si prisoten, da si zelo veliko naredil, to prenos. Zdaj se obrnilo vprašanje, jaz delam skozi, ampak 16 ur na dan se zabavam, 2 pa res delam. Ja. Drugače pa delo in vse skupaj je meni zabava. Nikoli nisem delal v svojem življenju zato, da bi dosegal finančne cilje, ampak svoje življenjske želje, svoje moralne in osebne cilje sem si postavljal vedno visoko, po celem svetu, vse posod in jih kot pokemane zbiram. Se moram priznati, da to se učimo tebe. Veš, kaj si mi rekel? Delo mora biti, kako si mi rekel, delo mora biti igra. Če posel ni igra, ne uživaš v tem. Ti moram povedati, mi uspeva. Delo nas je itak reševanje težav. In zdaj, če boš še zagrenjen pri tem, pol boš manj uspešen, kot če probaš stvari gledati pozitivno. Tudi prejšnji panel ste malo lepo depresivno govorili o Evropi. Evropa je vseeno vrt sveta in tudi vsi Kitajci, pa Indijci, pa vsi, ki nas premagujejo, zdaj bojo na koncu svoje otroke sem pripeljali živeti in tudi oni bojo živeli. Tako da mene za varnost v Evropi pa preživeti je ne skrbi toliko. In bomo mi muzej in vrt sveta, kar je tudi v redu, bomo tukaj najdli svoje priložnosti. Imamo Joca. Tako da. Glede na to, da sem pa, ne veš, mama, 2 minuti pa hitro nama gre. Jaz se dobrim, da lahko podaljšava. A lahko malo podaljšava, ker zdaj se šele začne. Zdaj se začne. Vsak podjetnik gre skozi razne ovire. In zdaj se bomo malo dotaknili osebnega področja. Imaš izredno bogato podjetniško pot. Jaz vsakič, ko sem s teboj, slišim pa še to, tako da bi se lahko samo s teboj učili, kako ustvarjati posel. Ego je pa lahko dvorezen meč. In me zanima, kako ti je v življenju ego pomagal in kdaj si moral stopiti korak nazaj ter ga preseči, da si oziroma lahko dosegel nekaj pomembnega. Jaz sem prepričana, da se je to tudi tebi dogajalo. Jaz imam tukaj zelo, zelo kratek odgovor. Jaz v bistvu morda včasih izpada, da imam jaz velik ego ali pa da ga želim buildati, ampak moj edini sodnik in nadzornik je moj osebni bog. Jaz se z njim pogovarjam že svojih 55 let. Z njim ustvarjam komunikacijo in probam biti za vsako stvar hvaležen in ponižen in tudi povem, da velikokrat oče naš zmolim, pa ne zato, da prosim, zato, da se zahvalim, ker me je tako moja družina naučila in nimam težav z egotom. Vsi moji člani vejo, da jaz nimam ni težav s tem, da jutri se stopim s predsedovanja, če je kdo boljši, nimam težav prisluhniti njihovih problemov. Seveda, včasih pa pridejo stvari na polja, kjer ne moramo vsi v isto smer razmišljati, ampak ego res ni moj noben problem. Tudi ob vsem, ker sem, bom povedal eno zgodbo, da ne bom preveč pametoval. Nekoč sem imel eno zaposleno Majo Drolec, je takrat pisala Seltra in ona je prišla k nam v službo in je bila vsa nadrilena in rekla, jaz rabim en challenge, daj prosim, daj mi del. In smo jo dali mi v mašino in tako čez 3 tedne je ona po 16 ur na dan delala in je res ratala super punca in dobro je delala v marketingu. In jaz sem se 7 let boril, da bi dobil
kazinoja v Monte Carlo. Nekako so se mi zdeli, nisem mogel tja noter prideti in to je taka mini Trnavca, ker Monte Carlo je vseeno bila prva igralnica, druga tam in tako da, in pol jaz enkrat grem tja, zgodba je predolga, je zelo zanimiva, samo je predolga, da bi jo zdaj razlagal. Vse v redu, veš, vse so ti potrdili, da lahko poveš. No, daj. V glavnem zgodba je bila ta, da jaz pridem v Monte Carlo in hočem dobiti, kje je vodja oziroma direktor kazinoja in me niso spustili v kazino, ker sem imel kratke rokave. Na kar mi je moj bratranec Grega dal en pulover in sem šel noter k šanku in sem vprašal enega gospoda tam, ki je kadil še za šankom. Sem rekel, a lahko jaz mogoče vprašam, kje bi bila pa tukaj vodstvo tega kazinoja, ker bi se rad z njim dobil. Prav, jaz sem direktor, kaj pa rabiš? Sem rekel, veste kaj, jaz delam elektronske rulete, tole vašo, ki gledam, je za en K. Jaz bi vam jo dal za ston, samo da vi probate, kaj res je dobra ruleta. Prav, veš kaj, jaz bi jo ful takoj vzel, samo ne morem jo vzeti, ker mi sindikat ne pusti. Sem rekel, kdo pa je sindikat? Prav, ja, to je pa en gospod Patrik, tam ga boš najdel. In res grem jaz k temu gospodu in mu rečem, poslušaj, zakaj ti nočeš dati zakaj nočeš elektronske rulete, da tukaj zdo? Prav, ne, mi rabimo tips, pa to sem rekel, ok, poslušaj, jaz bom naredil ruleto z eno številko več in gor bom dal od sindikata znak in vse, kar pade na to cifro, dobi sindikata. Sva zmenjena? Zmenjena sva. Takoj, bravo. Pridem jaz nazaj k direktorju, vas vesel, Maruša, ve, o kom govorim, in se rekel, poslušaj, sindikat je rešen, kdaj ti pripeljem ruleto? Prav, ne, še problem finančnik. Se rekel, kje pa je on? Prav, on je pa dol pod zemljo, dela v pisarni brez okn. Se rekel, grem lahko še do njega? Lahko. Pridem jaz dol v pisarno, res tam en možakar iz, kako rečemo v Šmarci, je mi očala kapirovsko flašo dno. In on me tako pogleda, kaj pa je? Se rekel, ja, morava se zmeniti za pogoje za ruleto. Prav, ja, moraš razmišljati. Sem rekel, ok, ja ti jaz lahko dam kar moje pogoje. Prav lahko. A mi lahko daste list papirja? Se rekel, evo, tole je moj podpis, kar napište jih, vi meni vsem, kaj je. In on mene gleda, prav, kako to mi že, se rekel, jaz sam dan odpridem vsem, kdaj mi boste koliko plačali, briga me. In se rekel, a je zmenen, in pridem jaz nazaj. No in zdaj, če se vrnem na vprašanje, jaz vse to zdaj te ovire svoje preskočim, dobim pasel v Monte Carlo in pridem v Mengaš in me Maja vpraša, Joc, a pa si se kaj zadrl, ko si naredil to, ko si toliko let sanjal? In odgovor je bil, Maja, sam me nobeden ni slišal. Ja. Tako da to kot kolega. Ja. No tukaj se pa res potem vidi, da posel je igra, da ti to uspeva. Ok, kako se soočaš s kritikami in negativnimi mnenji, glede na to, kdo si, kako te vsi poznajo? Kaj misliš o tem, da vsak, ki govori slabo o drugem, v resnici razkriva več o sebi, kot pa o osebi, ki jo kritizira? Ja, jaz se s kritikam kot vsak človek srečujem z mešanimi občutki. Prvo jih probam razdeliti na nekredibilne pa na kredibilne. Nekredibilne se z njimi ne ukvarjam. S kredibilnimi pa probam sebe popraviti, probam včasih se ohladiti in pa z neke perspektive razmisliti, mogoče tako me kritizira, zakaj pa me on kritizira, kaj pa ima on prav, a sem jaz res mogoče narobe kaj naredil in probam se iz tega naučiti in sem tak, in to me tudi veliko ljudi pozna, da če sem naredil napako, jo bom tudi priznal. Če pa napake nisem naredil, pa da gre za neopravičeno kritiko, takrat pa znam kritizirati in se znam temu soprstaviti, ker tukaj pač jaz ne berem komentarjev, koliko je Tina rekla, nikoli jih ne berem, nikoli jih še nisem prebral, ker to sem se pa naučil v fuzbalu, ker greš po fuzbal, pa če pa res komentarje bereš, pa se greš pa lahko takoj kar navezati. Tako da takrat nikoli več ne berem komentarjev. In ljudje, ki pa kritizirajo, imajo pravico, če je za to osnova. Če pa za to ni osnova, se pa mislim, da človek mora odzvati, če gre za javno kritiko in jaz se tudi odzovem. No? Ja. Ljudje, ki pa kritizirajo brez nekih utemeljenih razlogov,
si pa že sama rekla, jaz se z njimi ne ukvarjam in nimam namena se upravičevati ali razčiščevati neke stvari, ki niso moj problem, ampak problem drugega. Ja, to smo danes že cel dan poslušamo, da mi dejansko vidimo druge, tako kot vidimo sebe. Nedavno je bilo med člani razdeljeno pismo, ki je pri nekaterih sprožilo nemir. In to sem tudi želela, da se dotaknemo tega, kako sam gledaš na osebne interese in izzive posameznikov znotraj kluba, glede na to, da v resnici je SBC skupno s skupnimi cilji in vrednotami. Če se lahko dotaknemo tudi tega. Ja, seveda. Tule jih imamo 540. Ja. Jaz sem vedno za to, da vsak član izrazi svoje mnenje, tudi pokritizira, kot sem rekel, nismo perfekt. S tem, da v našem klubu mora začeti prevladovati miselnost, da ni treba kritizirati, ampak vsak posameznik naj kar pride v klub, pa kar pomaga to spremeniti, ker klub ni moj, pa klub je naš in kdorkoli ima kakšno pripombo, idejo na moje, ali pa mu ni všeč moje delo, kar ne pride zraven, ga bomo z veseljem sprejeli, jaz vsakega vabim, da pride in bomo stvari zamenjali. Ker se pa tiče tega pisma, pa verjetno govoriš o Marjanu Batagelu, Ja. jaz pač se s tem ne morem več ukvarjati. Mislim, da je prav, da je človek izstopil. On ima v bistvu meni neznane potrebe v svoji glavi, da tako pismo pošilja vsem članom. Mislim, kaj 500 članov zanima, zakaj je en član izstopil. Ni edini, ni prvi, ni drugi. Tako da po moji oceni je bil namen tega pisma samo razkroj v klubu. S tem, da sem jaz, bom še zdaj pred člani povedal, res vse naredil, da bi od Marjana zvedel, kaj ga moti, kako ga približamo, celo predlagal sem mu, da jaz ne kandidiram, pa on kandidira, vendar človek, ki ne spoštuje neke pravila igre in demokratične norme in se ne udeleži predsedniških volitev, je pa brez veze, da se mi s tem ukvarjamo. To je ena zgodba, ki je šla, meni je zelo žal, sem pa zelo miren, ker sem vse naredil, da bi Marjana približal, pač pa ni hotel. Ne sprejemam pa kritike od človeka, ki 6 let ni bil v klubu, pa sploh ne ve, kaj se dogaja tukaj noter. To pa ne morem sprejeti. No, Pa lahko mi daste kakšen aplavz. ja, glih sem to hotela povedati. Iskrena hvala najprej, ker najprej rečejo, ne smemo takih vprašanj postavljati. Jaz sem prepričana, da včasih je potrebno transparentno povedati. Jaz te poznam Vedno. takšnega, da si ti vedno iskren, direkten, srčen, vedno pa ostaneš na nekem nivoju in je fajn tudi, da slišijo, kar se tiče tega pisma, zato da ne bo kar naprej se nekaj dogajalo. Da rečemo, Tako. pa lepo zaključimo in nadaljujem z SBC-jem naprej. In da vejo, da kdor ima karkoli pametnega, Ga bomo za prepoved, vključili v delo. samo pridite, rabimo. Kakorkoli, to vam pa moram povedati. Če rabite, pridite, vas bomo kar vključili. Vsako kritizira, ga bomo kar dali noter. pa- SBC 4.0 ima v načrtu, da bo 100 članov spodbudil k aktivnemu delu v organizaciji. Zdaj nas je 37. Ja, tako da delamo. Rabimo, Delamo, kadar se delamo. išče. Res je. No in še imam zadnjo vprašanje, glede na to, da ste ponovno sprejeli vlogo predsednika kluba. Tikam šme. Pa malo te vikam, malo te tikam, odvisno, kam imam napisano. Glede na to, da si ponovno sprejel to vlogo predsednika, zdaj, če čisto iskreno poveva, da ti si svoje delo že takrat naredil, ko si ustanovil klub. A veš, ker takrat se je seme posadilo, to je v resnici je na nek način tudi tvoj otrok, ker to je prišla ideja od tebe. In zdaj, kaj sploh ti pomeni biti tukaj, združevati, podpirati podjetnike, ne glede na težave, s katerimi se srečujemo? Ja, meni to zelo veliko pomeni, zato sem tudi v preteklih 3 letih in pol v bistvu delal samo stvari okoli kluba. Praktično sem ves svoj čas namenil klubu. Me pa veseli, da smo trenutno pa v neki drugi situaciji. Jaz sem prepričan, da je naš klub v največji rasti, da bo združil še več članov in da pridobiva na svoji moči in da se enostavno že danes v tem prostoru, ko stopaš noter, se čuti, da tukaj nekaj smrdi po uspehu.
In to je meni tako za srce povedano zelo pomembno. Res je. Da so ljudje motivirani, da radi pridejo in da jih lahko na tem še enkrat mestu naprošam, da sodelujete s klubom. Klub nisem jaz, klub smo mi in vse ideje in stvari in kritike jih imate, pridite v klub, povejte, vsakega posebej bomo probali nasloviti, več nas je zdaj in lažje nam bo in jaz upam, da na naslednjem 4. festivalu, da bomo še bolj rasturali, kot smo zdaj. No. Iskrena hvala. Mogoče naj še samo podam komentar. Zdaj imam mogoče malo več možnosti se družiti s teboj, kad te vidim v klubu. Jaz, ko vidim, koliko ljudem se ti javiš, koliko podjetnikom resnično vsakemu se javi, za vsakega ima čas, kapo dol. In samo tako naprej. Skoraj so še kakšne, ki čakajo, danes tam mene 2 sicer sam dobil, ponovadi sem jih 40. Če jih pa 20, se pa javiš. Ja, ampak bomo zdaj spet v sredah, po nekem 20. novembru uvedli ta termin, da se lahko srečamo, kar ima kaj 1 za 1. Drugače pa čim več druženja med nami in takoj v tem mandatu moramo tudi iskati naslednjega predsednika, da ga bomo vzgojili, zato da bo malo nova energija prišla. Da bo zmogel. Iskrena hvala. Upam, da ste tudi našega predsednika spoznali malce drugače. Zdaj vsekakor, vsako tako druženje je tudi pomembno, da se potem še malce zabavamo, tako da lepo prosim, da ostanete. Imamo sproščen program, kjer smo tudi povabili Majo Kevc, ki se mi zdi, da je ta prava tudi za nas pri kosilu. Pa mi se bomo tudi družili, vsi člani upravnega odbora, tako da jih boste lahko spoznali. Vsak ima neko svojo vlogo. Evo, moja vloga je povezovanje, izobraževanje, tako da se bomo marsikaj še videli. Toliko. Še jaz bi se tebi zahvalil, ker si se čisto noter vrgla in tale festival je bil prvič organiziran praktično brez mene, s Tanjo pa s Katarino pa z našimi sodelavci na čelu, tako da to je res velik premik. No. Hvala, ker si nam zaupal, da smo to naredili. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.